Pozdravljeni, tokrat se posvečamo želodčnim težavam. Zgagi, spahovanju, bolečinam v žlički in občutku polnosti, ki jih pogosto podcenjujemo. Včasih so nedolžne, drugič pa so znak resnejše bolezni. O tem, kdaj si lahko pomagamo sami in kdaj je nujen obisk zdravnika, bo spregovoril moj gost, asistent Samo Plut, gastroenterolog z UKC Ljubljana. Pozdravljeni. Dober dan in hvala za povabilo. Dobrodošli. Katere so najpogostejše želodčne težave, ki jih omenjajo pacienti v vaši ambulanti? Ogromno težav, ogromno ljudi ima težave s prebavili na splošno in seveda zgornja prebavila so še posebej na udaru. Zelo pogosto tožijo za zgago, zelo pogosto tožijo za bolečinami, bodisi bolečinami za prsnico. Včasih približno tretjina bolnikov, ki poišče pomoč na urgenci zaradi suma, da je kaj srcem narobe, se v bistvu potem na koncu izkaže, da je vzrok v bolečini za prsnico požiralnikovega izvora. Potem so napihnjenost, težave s prebavo in bolečina v žlički zgornjem delu trebuha in hkrati tudi mogoče spahovanje, riganje, občutek polnega želodca in nezmožnost hranjenja, bodisi zaradi polnega želodca, bodisi zaradi bolečin, ki jih to povzroči. Tako da nekako v svojem življenju bo skoraj vsak drug človek kdaj obiskal zdravnika zaradi težav z zgornjimi prebavili in je res to, kot ste omenili, zelo pogosta tegoba, ki jo navaja. Zakaj je želodec tako na udaru? Želodec, ne samo želodec. Dostikrat ljudje, ki niso iz stroke, ne povezujejo težave z prebavo želodcem. V bistvu gre pa tako za požiralnikovo cev, to je organ, ki povezuje usta z samim želodcem, ki lahko tudi dela težave, in pa seveda tudi dvanajsternik, ki je začetni del tankega črevesa. Vsi ti trije organi imajo v bistvu podobne težave, podobno klinično sliko in to marsikdo v bistvu ne loči in si ravno zaradi tega tudi na napačen način pomagajo. Sej nekaj, kar je dobro za dvanajstnik ali želodec, ne bo nujno dobro tudi za požiralnik. Druga stvar, ki se je potrebno zavedati, je, da moderen življenjski slog, sploh Slovenija je ena izmed najrazvitejših držav in nam dejansko v življenju ničesar ne primanjkuje, ničesar ne manjka, drzno bi se reči, da imamo tudi marsičesa preveč. In ta modern zahodni življenjski slog je neprijeten za naša prebavila. Moramo vedeti, epidemija prekomerne telesne teže je v porastu. V medijih smo lahko dostikrat brali o tem, da tudi naši otroci so že prekomerno težki in to je seveda povezano z višjim intraabdominalnim tlakom, z večjim pritiskom. Potem hkrati, ko se mi nekoliko zredimo, moderna družba nas sili, da smo vsi tesno zapeti, da imamo pretesna oblačila, vse to nam lahko še poveča težave. Druga stvar, ki je, ljudje smo v osnovi navajeni jesti. Ker evolucijsko ljudje nismo vedeli, kdaj bomo dobili poln krožnik hrane, nismo vedeli, kdaj bomo lahko naslednjič jedli, saj hladilnikov ni bilo, zalog ni bilo, ničesar ni bilo. In mi v bistvu nismo toliko različnejši telesno, kot so bili naši predniki nekaj tisoč let nazaj. In je v naši naravi, da želimo pojesti in narediti zalogo, ker ne vemo, kaj bo jutri. Vendar pa, kot sem že prej omenil, v naši državi, kjer imamo vsega preveč, se preveč najemo in tudi želodec in prebavila, požiralnik niso narejeni za te kapacitete hrane, ki nam je na voljo. In prenažiranje, preveliki obroki, to vse vodi v težave. Seveda so pa te stvari dobre, ugodne, mi smo z njimi srečni, nam dvignejo serotonin v možganih in smo tako narejeni. Zato je sodoben življenjski slog preobilja nekako povezan tudi z višanjem in večanjem težav z zgornjimi prebavili. Če rečeva konkretno, kakšne težave nas morajo napotiti k zdravniku, koliko časa trajajo te težave, ko rečemo, ok, zdaj pa gremo zdravniku pogledati? Prva stvar, ki bi jo omenil, je, da občasno težave ima vsak od nas. Naprimer, če bi midva zdaj si razdelila eno veliko pico sama in se najedla do sitega oziroma še preveč, bi obadva čutila poln želodec, obadva bi lahko čutila zgago, sploh če bi si, hotel zavezati vezalke in to je nekaj normalnega, če smo se preveč najedli. Druga, seveda, če pa imamo mi take težave pri tem, ko nismo kaj pretiravali,
Je to prvi alarmni znak, recimo nekaj takega, dajmo, morda pa to ne štima, sploh če se to ponavlja večkrat. Druga stvar je, vemo, da določeni dražeči alergeni stvari niso prijetni do našega želodca, do našega požiralnika. Treba vedeti, alkohol, prava kava, kajenje, zelo začinjena hrana. Tudi kakšna zdravila lahko neprijetno vplivajo na naša prebavila, ker to, kar je dobro za naš okus in naše brbončice, ni vedno dobro tudi za naša prebavila. In čisto normalno je, da v primeru, da s čim pretiravamo, da jemo preveč začinjeno hrano, da nas bo tudi kaj peklo ali pa kaj v tem smislu naredili. Posebno pozornost moramo nameniti tako imenovanim alarmnim znakom. To pa recimo, če bi bruhali. Bruhanje, če ni povezano recimo z pretiravanjem, je lahko en alarmni znak, sploh če se ne neha v dnevu dveh. Vsak od nas je kdaj že od otrok dobil kakšno črevesno okužbo ali se zastrupil s hrano, to v bistvu pomeni okužba bodisi z virusi, bodisi z kakšnimi bakterijami ali s toksini, se zbruhamo, smo v redu, verjetno ne bo razloga za skrb. Če se pa bruhanje recimo vztraja, potem je pa to le čas, samo po sebi ne bo bolje. Če v nekaj dneh ne bo bolje, moramo poiskati zdravnika. Druga stvar je nepojasnjeno hujšanje. Vsi si močno želimo hujšati, vendar če pa naenkrat nam to rata, brez da bi vedeli, je pa to vsem razlog za skrb. Saj zdravi ljudje načeloma ne hujšajo, ne izgubljajo telesne teže, če si tega ne želijo in če dovolj pojejo. Druga stvar je seveda, če izbruhamo kri, če opazimo spremembe na blatu, treba je vedeti, da v primeru, da nam kaj zraste v prebavilih, da imamo kakšno rano, lahko iz nje tudi zakrvavimo. V tem primeru bo ta kri med potjo po prebavni cevi našo blato obarvala tako temno, praktično črno blato kot katranasto blato, kar je en izmed znakov krvavitve iz zgornjih prebavil. Druga stvar, ki je pomembna, je tudi, če se ne počutimo dobro, če smo utrujeni. En izmed razlogov za to je lahko slabokrvnost. Slabokrvnost je zelo pogosta, recimo sploh pri ženskah, ki imajo močnejše menstruacije, morda niste tako pridne pri uživanju hrane z dovoljšno vsebnostjo železa. Treba vedeti, da en izmed najpomembnejših elementov, ki ga potrebujemo za dobro prekrvljeno, za dober hemoglobin, je železo. In seveda, ker smo ljudje vse jedi, je najbolj primeren za utilizacijo pač seveda živalsko železo. Marsikatera ženska pa ne uživa toliko mesa in seveda tudi drugih stvari. Hkrati so pa izgube, ki jih ima zaradi mesečnih krvavitev, lahko znatne in je veliko žensk slabokrvnih. Sploh pri starejših ljudeh je pa ta slabokrvnost največkrat posledica izgube, da počasi prikrito krvavimo iz prebavil in smo zato slabokrvni, smo utrujeni, smo brez energije in lahko z enostavno preiskavo v laboratoriju zdravniki ugotovimo, da je nekdo slabokrven in potem iščemo vzroke, zakaj bi do tega prišlo. To so recimo. Kdaj pa se potem odločite za diagnostično preiskavo, gastroskopijo? Verjetno ne kar tako v začetku, verjetno poskusite najprej s kakimi drugimi pomočmi. Odvisno od tega, na kaj kot zdravniki posumimo. V primeru, da je glavna diagnoza funkcionalna, recimo, da mislimo, da gre za refluksno bolezen požiralnika, da so v vsakem primeru, če bo človek se slabo počutil, če bo slabokrven, če bo shujšal, če bo zbruhal kri ali kaj takega, bomo zelo, zelo hitro pristopili k endoskopski diagnostiki, v prvem vrsti gastroskopiji. Zakaj? Zato, ker je to relativno enostavna metoda, ki niti ni tako zelo draga. Je pa izjemno natančna, diagnostična, se lahko z upogljivim inštrumentom, ki ga uvedemo pod kontrolo videokamere čez usta v požiralnik, želodec, dvanajstnik, pogledamo sluznico, pregledamo kakšne spremembe, najdemo raka, najdemo rano na želodcu, lahko tudi diagnostične teste za kakšno okužbo izvedemo, bodisi v želodcu okužbo s helikobakter, bodisi v tankem črevesju so kakšne druge, recimo Whipplova bolezen ali pa Giardia, je tudi možno tudi tako diagnosticirati. In je predvsem glavni namen opraviti preiskavo ni v tem, da bomo kaj našli, ampak da bomo prepričani, da pred zdravljenjem nismo spregledali nekaj, kar pa bi bilo pomembno in bi terjalo pa bolj druge vrste diagnostike in zdravljenja.
Pravite, da gastroskopija da je enostaven postopek, je pa kar zoprna preiskava. Mnogi ljudje se tudi bojijo, zaradi tega, ker vedo, je pa seveda možno, da je opravljena v neki sedaciji, da se malo olajša pacientu. Gastroskopija nikoli ne bo prijetna. To gre za poseg, pri katerem je dihanje lahko nekoliko teženo, gotovo je to neprijetno, saj gremo skozi usta, ne moremo govoriti, ne moremo se potožiti, tako da v razvitem svetu se več in več preiskav dela recimo z obliko sedacije, ne. Seveda s tem so tudi povezani določeni stroški, moramo vedeti, saj to že vsi poslušamo, kako je denarja v zdravstvu premalo, ne, ker seveda potrebno je vedeti, da sedacija sama po sebi ni tak velik strošek, vendar je problem, kdo bo sedacijo nadziral, da bo seveda preiskava zaradi sedacije trajala dlje in jih bomo lahko v istem času naredili manj. Vendar jaz mislim, da sodobna gastroenterologija se premika v področje, da vse več in več sediramo, tako pri gastroskopiji kot tudi kolonoskopiji. Predvsem je pa najpomembnejša stvar je, da vsi poslušamo zdravniki, da vse, kar si zdravniki in bolniki želimo, je čas, ki ga pa v našem sistemu, kot ga imamo, vsem zelo primanjkuje. Če bolniku natančno razložimo, kaj lahko pričakuje, mu veliko strahov že pred tem razblinimo. Druga stvar pa je, če tudi različni ljudje imamo različno stopnjo tolerance, recimo. Jaz se spomnim pri nas, ko smo imeli na medicinski fakulteti vaje na ORL področju, recimo, ko smo eni na drugih kolegi izvajali vaje, pri nekaterih, recimo, mene so potegnili samo za jezik, pa sem že skoraj pobruhal kolega. Nekdo drug sploh ni imel nobenega žrelnega refleksa in ni imel težav. Tako da ljudje smo različni in nekateri, jaz poznam paciente, ki si ne želijo niti sedacije za samo gastroskopijo, ki so jo že recimo večkrat imeli, nekateri drugi pa so imeli eno slabo izkušnjo in nikoli več ne bi želeli na to preiskavo brez sedacije. In jaz mislim, da je glavni pomen, ki ga moramo zdravniki zagotoviti našim pacientom, je, da se ne bojijo naših preiskav, saj če se bo nekdo bal preiskave, bo skrival težave, ne bo šel in bo lahko marsikdaj tudi prepozno. Tako da gotovo je primerno, da se sploh pri nekomu, ki je že imel slabo izkušnjo na gastroskopiji, da drugič apliciramo sedacijo. Tudi stvar, ki je potrebno vedeti, je, da tudi moje delo zdravnika je lažje, če je pacient umirjen, ne spahuje in ne dela, in je tudi sama preiskava bolj natančna in diagnostična. Tako da se vse več in več to premika v to smer. Jaz se moram pohvaliti, da smo uspeli v Združenju za gastroenterologijo v zadnjih nekaj letih uvesti tudi storitev sedacije v kolonoskopiji in naslednji korak bo gotovo tudi v gastroskopiji, tako da jaz mislim, da bo to v naslednjih letih bolj dostopna opcija in da bo našim pacientom še lažje. Ja, prav gotovo. Ravno zaradi tega, ker res gastroskopija pokaže, kakšno je stanje in se res na podlagi tega potem določi zdravljenje in se stvari lahko... Tako, izključimo kakšne hude stvari in v primeru, da je pa izvid normalen, treba se je zavedati recimo pri bolnikih, ki so napoteni na gastroskopijo zaradi dolgotrajnih ponavljajočih še bolečin, bodisi v žlički, bodisi v zgornjem delu trebuha, je v 75% gastroskopski izvid normalen. Ker gre v tem primeru za bodisi refluksno bolezen požiralnika, to pomeni, da se pač želodčna vsebina, ki je kisla, zahaja in vrača nazaj in to povzroča ne samo zgago, ampak tudi spahovanje, bolečino v žlički, v zgornjem delu trebuha, slab zadah, erozijo sklenine lahko in še marsikatere druge težave, vendar pa mi na sluznici samih prebavil ne bomo ničesar našli, ker gre v bistvu za neerozivno refluksno bolezen, samo za primer. In v primeru, da za gastroskopijo izključimo kakšno resnejšo organsko bolezen, ulkus, rano na želodcu, rane na požiralniku, vnetje ali karkoli, lahko tega bolnika nekaj časa primerno zdravimo zdravili, za katera vemo, da so učinkovita in bodo pomagala. Koliko časa pa je lahko pacient na zdravilih? V primeru, da postavimo diagnozo refluksne bolezni, požiralnika, recimo, če govoriva zaenkrat o gerbu, ali da postavimo diagnozo funkcionalne dispepsije. To je podobna zadeva, vendar je problem želodec. Je zdravljenje kronično, se pravi trajno. Mi refluksne bolezni požiralnika praktično ne moremo pozdraviti.
lahko pa jo z zdravili obvladujemo. Potrebno je tudi vedeti, da GERD in funkcionalno dispepsijo sproži določena hrana, določeni prekrški, bodisi je to alkohol, bodisi je to, so to cigareti, recimo, bodisi je to pozno hranjenje, recimo zvečer, in da se potem uležemo. Recimo nekateri imajo dispepsijo po česnu, recimo, ki ga ne prenašajo, po čebuli. Včasih je relativno težko najti sprožilec za samega bolnika in zato rabi zdravnik sploh v teh funkcionalnih motnjah, ki, moramo poudariti, niso nevarne. Zaradi refluksne bolezni požiralnika bomo slabše živeli, vendar bomo enako dolgo živeli, ne bomo umrli. Zaradi funkcionalne dispepsije nihče ne bo umrl. Samo živeti s tem je pa seveda bistveno težje. Druga stvar, ki bi jo poudaril, je pa tudi, če imamo mi substrat za refluksno bolezen ali funkcionalno dispepsijo in v tem modernem času smo podvrženi hitremu načinu življenja, velikim pritiskom, tako v službi, tako doma. Usklajevanje življenja v moderni državi je izjemno težko. Je stres tisto, kar potencira te težave. Da bi nekdo recimo dobil samo zaradi stresa refluksno bolezen ali samo zaradi stresa rano na želodcu, se to ne zgodi. Vendar pa sočasno delovanje različnih dejavnikov lahko pa k temu tudi privede. Ponavadi stres ni sam vzročni dejavnik, je pa recimo pri refluksni bolezni v primeru, da smo pod pritiskom, ne vem, morate novinarji na hitro pripraviti članek, prispevek, moramo, ne vem, mi v službi veliko narediti v kratkem času, bo pa to lahko težave z našo obstoječo refluksno boleznijo pospešilo. Če govorimo še o gastritisu. Gastritis je tudi ena izmed stvari, ki je izjemno zoprna, povzroča lahko tudi slabšanje življenja, pač je kvaliteta življenja res lahko zaradi tega slabša. Lahko gastritis pride v kronični gastritis. Kaj lahko potem pacient naredi, razen da jemlje zdravila, skrbi za prehrano, ali je še kaj druga imate v roki za njega? Gastritis je v bistvu ena izmed najbolj zlorabljenih diagnoz v sami gastroenterologiji. Po definiciji gastritis pomeni vnetje želodčne sluznice in je edini možna diagnoza, ki jo to postavimo, patološka. Da vzamemo vzorčke sluznice in potem tam ugotovimo vnetje zaradi vdora limfocitov, se pravi belih krvnih celic v sami želodčni sluznici. In gastritis je v največji meri posledica bodisi okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, lahko je pa to kemični gastritis, ki je posledica uporabe zdravil ali kakšnih škodljivih dejavnikov iz okolja, o katerih smo prej tudi že govorili. Lahko gre pa tudi za biliarni gastritis. Zakaj? V primeru, da nam prebavila ne funkcionirajo tako, kot bi, se pravi, prebavila so enosmerna cesta, po domače rečeno, iz požiralnika proti želodcu, proti dvanajstniku, in na vsaki od tej točk v procesu normalne prebave telo nekaj dodaja. Tako recimo v ustih dodamo hrani slino. In v slini so encimi, amilaza, ki že začne prehranjevati hrano. Požiralnik poskrbi, da hrana pride od ust, ki jo prežvečimo, do želodca. V želodcu se začne izločati kislina, ki prvič pobije morebitne bakterije ali pa karkoli, in hkrati začne denaturirati beljakovine, hkrati začne razjedati v bistvu hrano, ki smo jo pojedli, zato da encimi, ki se izločajo tako v želodcu, kot tudi v dvanajstniku, potem to hrano prebavijo. Druga stvar, ki je pomembna v dvanajstniku, je, da imamo še izločka dveh pomembnih prebavnih organov, na katere v bistvu ljudje niti ne gledajo na prebavne organe. Prva stvar je žolč. Žolč nastaja v jetrih in se nabira v žolčniku, ter se takrat, ko pojemo kakšen masten obrok, žolčna vrečka stisne in se hrana v dvanajstniku pomeša. So pa v žolču tudi žolčne kisline, ki so dražeče, in v primeru, da pa enosmerna cesta postane dvosmerna in nam hrana in vsebina iz dvanajstnika zateka v želodec, lahko tudi žolč, ki ne sme biti v želodcu, dela tudi kemični gastritis. Skratka, gastritis sam kot histološko lahko dela težave, lahko pa tudi ne. Simptomi,
ki jih pa ljudje pripisujejo gastritisu, da so pa bolj ali manj ali funkcionalna dispepsija, to je pač ena bolezen, pri kateri z gastroskopijo ne najdemo organskega vzroka, nimamo rane, nimamo ničesar, vendar so težave enake in ljudje rečejo, jaz imam pa spet gastritis in me moti. Ne? Gre v bistvu za funkcionalno dispepsijo ali pa težave, bolečine, ki so pa posledice bodisi ran ali razjed zaradi zdravil. Treba je vedeti, da veliko ljudi jemlje zdravila za lajšanje bolečine. Potrebno je vedeti, da življenjska doba nas, ljudi, se je v zadnjih 100 letih enormno podaljšala, s tem, da mi smo pa še vedno narejeni enako. In mi s svojimi telesi dostikrat ravnamo zelo, zelo mačehovsko. Ko smo mladi, nam je vseeno. Gremo na žur, lahko ne pazimo nase in na svoje zdravje in ne razmišljamo. Jaz mislim, da nihče od teh mladih punc pa fantov, ki jih jaz videvam recimo na cesti s cigareti, ne razmišlja, kako bo čez 30-40 let, ko bodo imeli hudo obliko kronične obstruktivne pljučne bolezni, ne bodo mogli dihati, kaj vse nezdrav življenjski slog prinaša seboj. Tako da te težave so v veliki večini posledice tega, kako smo se mi celo naše življenje v bistvu obnašali do naših teles. In seveda, če pretiravamo z življenjem, če porabimo, starejši kot smo, po 40. letu se začnejo težave z praktično vsemi organi v našem telesu. Od lokomotornega sistema, praktično vsakoga boli hrbtenica in si pomagamo s kakšnimi zdravili, ki pa seveda, tako kot ni nobene stvari v življenju, ko bi bila izključno pozitivna, ima vse nekaj dobrega in nekaj slabega, so tudi vsako zdravilo ima svoje neželene učinke, ki so lahko bolj ali manj izraziti in eno izmed zdravil, ki precej močno škodujejo želodcu, so zdravila proti bolečinam in aspirin, to so tako imenovani nesteroidni antirevmatiki in so zdravila za bolečine, ki so pa tudi na voljo brez recepta v lekarnah in se jih ljudje marsikdaj zelo poslužujejo in te tudi lahko povzročijo težave z gastritisom, lahko tudi z erozijami in ranami v samem želodcu in dvanajstniku. Kaj bi svetovali tistim, ki imajo težave z želodcem, kako naj živimo, kaj naj jedo, kdaj je, rekla sva, kdaj je trenutek, da pridejo zdravniku, te alarmantne znake sva omenjala, ampak tudi, če teh alarmantnih znakov ni, gre lahko za težave z želodcem, ki so ravno tako zoprni. Prva stvar, ki bi jaz poudaril, je ta, da recimo, če nekdo celo življenje ni imel težav z želodcem in se nekaj spremeni, in ni boljše, recimo novo nastale težave. Če nekdo pride recimo v mojo ambulanto pa reče, jaz imam probleme z odvajanjem, recimo, ampak jaz že od osnovne šole hodim kakat enkrat na 3 dni. Se ne bomo toliko zelo sekirali, kot pa če nekdo pride, ja prej sem odvajal normalno, zdaj pa zadnje 3 mesece, 4 mesece, pa naenkrat se je nekaj spremenilo. Podobno velja za zgornja prebavila. Če čutimo eno spremembo, da se je nekaj na novo naredil, in to ni v roku 1-2 tednov bolje, je potrebno pomisliti, ok, nekaj se je spremenilo, treba je raziskati ta vzrok, ker ljudje ponovadi funkcioniramo bolj ali manj enako. V tem primeru ne bi vztrajali pri tem. Druga stvar je, če vemo, da nas nekaj pomaga in smo po samozdravljenju v enem tednu boljši in potem ne rabimo več zdravil, je to lahko samo prehodnega značaja. Vendar bi spet poudaril, če smo treba je vedeti, da incidenca raka in težav in vseh bolezni pri človeku se začne tam po 40-45 letu. Če smo mladi, pri mlajših imamo več prostora in tudi več časa, se je tveganje, da bi resneje zboleli, izjemno majhno. Ne? Seveda, tudi če je nekdo mlad, pa če recimo po enem tednu, 2 tednih zdravljenja, samo zdravljenja za zdravili, ki jih dobimo v lekarnah, ni bolje, gremo še vedno k zdravniku, saj nihče ni imun. Tudi otroci imajo rane na želodcu, tudi mlajši ljudje lahko zbolijo za rakom, sicer izjemno redko, vendar vseeno, zato ne bomo samo čakali. Vendar pa jaz bi spet poudaril, če se na novo pojavijo težave, če se nekaj spremeni, če čutimo, da nekaj ni, kar je bilo prej v redu, se splača, če v enem tednu približno ni bolje po antacidih, vseeno obiskati svojega zdravnika, se lahko z relativno enostavnimi preiskavami, kot je pregled krvi, fizičen pregled trebuha, lahko marsikaj najdemo. In pa predvsem težav ne bo zdravnik povzročil pri pacientu, ampak so same nastale. Tako da se ni treba zdravnika bati, se ni treba raka bati, se ni treba izvidov bati. On je že tam.
Mi smo ga samo našli in to, da nekaj najdemo, da nekaj vemo, je pot do tega, da bomo lahko pomagali, da bomo lahko razrešili in če ne drugega lahko tudi rešili življenje, če najdemo dovolj zgodaj. Treba je vedeti, da žal pri želodcu, sploh če govorimo o želodčnem raku, imamo mičken nesrečo, kar se tiče. Želodec v svoji funkciji je vreča hrane. In tudi, če kaj zraste v želodcu, se bodo simptomi pojavili relativno pozno. Ne? Ravno zato je potrebno delovati tudi preventivno. Kako pa preventivno delujemo proti raku? Jaz mislim, da sem lani, ali enkrat smo na zdravniški zbornici pripravljali nasvete, kaj bi pač kdo svetoval pacientom za dobro in zdravo življenje, je pač seveda cigareti, alkohol, prenažiranje oziroma prevelika telesna teža. Jaz mislim, da zdrav življenjski slog, kjer se trudimo dovolj gibati, ne jesti preveč hrane in biti zdravi v formi, je pot do zmanjšanja težav v prihodnosti. To je relativno težko razmišljati, lahko reči na papirju v tem modernem času. Si je treba vzeti čas zase, si je treba vzeti čas za redno rekreacijo. Jaz mislim, da vsak odrasel posameznik bi moral vsaj 3-krat dnevno, vsaj pol ure do 45 minut na sprehod, na tek, katerakoli aktivnost nam pomaga pri tem, da bomo bolj zdravi. In druga stvar, zdrava, zmerna prehrana. Alkohol, kakorkoli je prijeten, ni nekaj, kar bi bilo nujno za naše življenje in ima tako za prebavila, kot tudi za jetra in druge organe svoje škodljive efekte. Podobno govorimo o cigaretih, tobačni dim, je pa treba seveda reči tudi okolje z mikroplastiko, z modernim slogom, z izpušnimi plini, z kakovostjo zraka. Vse to vpliva na naša prebavila. Treba se je zavedati, da vse, kar damo v usta, bo šlo čez naš požiralnik, želodec, dvanajstnik, tanko črevo in debelo črevo. Predelana hrana, procesirana hrana, recimo prekajene stvari. Da si predstavljate, da mi salamo, meso prekadimo in oglje v bistvu uživamo. Kaj to vse naredi naši sluzanci? Vse te stvari so povezane z višjim tveganjem za vznik raka. Treba je pa še druga stvar vedeti, ne, da je največji dejavnik tveganja, ki ga imamo za razvoj rakave bolezni, je pa seveda starost. Ne. Starejši kot smo, manj se bodo naše celice popravljale in večja verjetnost je, da bo v nas vzniknil rak. Približno vsak drugi Slovenec bo končal svoje življenje zaradi rakave bolezni in zato sicer preventiva življenjskega sloga je smiselna, vendar so tudi drugi programi, ki jih preventivno razvijamo in se jim lahko udeležimo, so tista pot, da tudi če se ne moramo izogniti vzniku raka, lahko vsej tega dovolj zgodaj najdemo. V Sloveniji imamo zdaj 3, skoraj 4 uveljavljene programe. Ne? Poznamo Zora Dora Svit, ki so že nekaj let odlični in super. Zdaj se pripravlja program za prostato. Ne? Se pa tudi pripravlja pod vodstvom profesora dr. Tepeža tudi preventivni program za iskanje in zdravljenje seveda okužbe za bakterijo Helicobacter pylori, ki je en izmed najpomembnejših vzročnih dejavnikov za raka želodca v Sloveniji in upajmo, morda bo kdaj to tudi prilika, da bi to celotno na primeru ostalih presejalnih programov tudi to v Sloveniji zaživelo in bi zato to tveganje za raka probali minimizirati, ker izničiti ga po nobenem primeru ne moremo. Jaz sem zdaj kar mal dol. Sem ugotovila, da imam veliko teh tveganjih, pa ne samo zaradi hrane, ampak tudi leta so tukaj, ste rekli, da vsak drugi, deva nek zdaj optimizem najdete. Kako bi lahko rekla, da ste zelo učinkoviti pri zdravljenju, ko raka najdete, sploh če ga najdete v zgodnjem stadiju. Se pravi, če skrbimo zase, če opazimo vsake malenkosti, kar jih itak vsak opazi, če gremo pravočasno zdravniku in pridemo k tako dobrim strokovnjakom, kot ste vi, potem nam ne bo hudega, ne? Definitivno ne hudega. Ne smemo se biti zdravnikov, ne smemo se biti sami sebe, tako da avto peljemo na servis vsako leto, sebe peljemo na servis kdaj? K frizerju že, na nohte greste dame zelo rade, ne? Zdravniku pa mičken manj. Treba je vedeti, da ja, zdravje je naše največje bogatstvo in to vsi govorimo, dokler smo zdravi. Šele takrat, ko pa zbolimo, ali pa zbolijo pacienti, takrat vsi mislimo, da se nam nekaj tazga ne more zgoditi. Nič več, ja. Jaz pa ne bom. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba biti pozoren, treba je izkoristiti možnosti, ki jih imamo.
Ne? Vsak od nas ima pravico do preventivnih zdravstvenih pregledov, vsakih 5 let, mislim, da naj bi prišli tudi pregledi za službo, ki se jih vsi otepamo, pa zakaj moram iti na službo, kaj bojo tam pogledali. Vse to so majhne, koristne stvari, date vodo, date urin in če je kaj sumljivega, se potem to naprej išče. Ne mislimo, da se nam nič ne more zgoditi. To je podobno, kot da če bi šli na kolo brez kolesarske čelade. Ne? Naša telesa, nas je treba servisirati, se poslušati in seveda potem kaj narediti. Tudi vi greste na gastroskopijo? Na gastroskopijo še ne, imam pa napotnico za kolonoskopijo, saj se približujem 50. letu, čez nekaj let, tako da to bo prvi korak. Je pa treba vedeti, da jaz, kar se želodca tiče, pravijo moji otroci in moja žena, da oči lahko poje karkoli, tako da jaz res z zgornjimi pravili težav nimam. Vendar pa, če bi pa se le te pojavile, pa gotovo ne bi okleval. Naj tako ostane, da nimate težav. Hvala. In hvala vam lepa, ker ste prišli. Hvala, da ste bili z nama. Vidimo se znova prihodnjo nedeljo. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.